Je medtem na vidiku nova carinska vojna med ZDA in Evropo. Znova je na udaru avtomobilska industrija. Ameriški predsednik Trump je napovedal, da bo ta teden carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije zvišal na 25%, ker da Unija ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma. Pri tem pa ni navedel, s čim ga evropske države po njegovem kršijo. Peter Žerjavič, kako se v Evropski uniji odzivajo na novo Trumpovo žuganje s carinami? Evropske države nikakor nočejo prilivati olja na ogenj. Ne glede na nove zaplete se danes v Bruslju nadaljujejo pogajanja znotraj EU o potrditvi vsebine dogovora, ki ga je Ursula von der Leyen lani poleti na Škotskem sklenila z Donaldom Trumpom in predvideva 15% carine na evropsko blago. Dogovor je sicer neugoden za Evropo, a po drugi strani njegovi zagovorniki pravijo, da bo zagotovil večjo stabilnost in predvidljivost, predvsem za izvozna podjetja. Predvsem iz Francije prihajajo pozivi, da bi se Evropa morala odzvati odločneje, tudi s prvo uporabo tako imenovane bazuke s strogimi protiukrepi. A zaenkrat kaže, da politične volje za takšen odgovor Trumpu še zdaleč ni dovolj.